Tole pa je pogled, ne? Sicer potočka tukaj ni več. Kaj pa to je? Zlato rumenih macesnov. Evo ga, vrh. Jaz pa v Bukovnah uživam. Živijo! Danes sem pa tak razgled, da se mi prav smeji se mi. Upam, da bo ostalo še nekaj časa takole lepo. Sem pa na srednjem vrhu, to je nad Gozd Martuljkom in to je izhodišče drugače za Trupajevo poldne, ampak danes grem na Kresišče. To je en vrh v bližini Trupajevega podneva. Pa je, mislim, verjetno bojo zelo lepi macesni, pa še kaj drugega lepega bom posnel. Plano imam krožno turo, da bom tlele nazaj prišel. Za začetek se pa levo v vas prehodimo. Tale pot proti Trupajevemu podnevu ni markirana, tako da od začetka moraš vedeti, kam se usmeriti. V glavnem, tako kot ste videli noter v vas, pa takoj za vasjo desno, pa se pa v bistvu desno držimo proti potoku in potem ob potoku gor. Tole drevo sem vam mislil pokazati. Žal je, izgleda par let nazaj je odmrlo, ampak je pa še zmeraj impresivno. V zadnjih dneh je tudi precej deževalo, kot ste videli tudi malo višje snežilo, tako da v bistvu je tole prvič letos, da sem gojzdarje gor dal. In ker pričakujem, da bo gor, da bo še nekaj snega, pa tudi vsa tale mokrota, je lažje v gojzdarjih, ker stopaš v lužo, pa ni nobene panike. Super je bil pa takoj moker. Ta prvi del poti ni nič posebenega, ob telem potočku se gor vzpenjamo do planine, pa pridemo do mesta, kjer se mu reče železniška postaja, ali železnica, se ne vem čisto točno, in tam naprej se pa začne lepši del vzpona oziroma poti. Teče pa od povsod. Kljub temu, da pot ni markirana, tlele pele Alpe Adria Trail. Tole je železnica.
Ja, ni železniška postaja, železnica. In tukaj se do sem se da tudi z avtom prijeti. Če greš tam nekje proti Kornskemu sedlu, se pa zavije desno pa sem. Je pa tukaj končno tudi potok nehal šumet oziroma bučet, samo še malo žubori vodica. Prava zimska idila. Zdaj pa počasi prihajam na planine, kjer kraljujejo macesni. Do tele Lovske koče gre pot, moja pot, ista je eno kot na Trupajevo poldne in tukaj se da tudi na Trupajevo poldne krožno delati. Bom dal desno gor naš izlet iz lanskega leta, ko smo šli tle, jaz grem pa tukaj desno gor urežem. Tole je po mojem neka taka lovska stezica, lahko bi pa tudi spodaj šel po planini, ta pot me je pripeljala nazaj na pot za Trupajevo poldne. Tako da, ker se lahko že kar v štartu tam naravnost pri Lovski koči. Počasi se vzpenjamo proti sedlu. Kaj pravite pa na to? Pogled proti Avstriji. Oziroma v Avstrijo. Tukaj gor se gre za Trupajevo poldne. Še ne po mojem 20 minut. Kaj pa to je. Jaz bom pa sem našel nekam med tele borovce. No, lepa reč, ne grem kaj med borovce, ampak grem kar naprej po Alpe Adria Trail. Sem le v Avstrijo, oziroma proti Avstriji. Pa izgledam tam nekje desno gor šel. Tole bo kar malo presenečenje. Nekaj pa je tudi letos od zlato-rumenih macesnov. Čeprav bolj sramežljivo vse skupaj. No, tisti čez je Trupajevo poldne gor. Tukaj za macesnom je sedlo. Jaz sem pričakoval v štartu, da bom šel tle čez. Ampak me pot okoli pelje. Sem prav vesel, da je temu tako. Kakšen pogled, Pogled nazaj. Pa naprej. Kdo bi si mislil, da se to še tle skriva? No, zdaj sem prišel do mejnega kamna. In zdaj tukaj bom šel pa desno gor. Tole pa Dravska dolina. In zdaj bom šel skozi po meji do našega cilja. No, tole je smer prihoda. Drugač pot, ki gre dol po dolini, po polke, tiste naslednji vrh je naš cilj. Jaz grem pa kar po meji, pa bom še tale vrh spotoma osvojil. Evo ga, vrh nekega poldneva. Pa ne vem, kaj že bom napisal. To so Julijci. Tiste zadnje kepa.
Kakšen lep vremen v Avstriji. Megla. Bomba. Se ne vem, na katero stran naj snemam, kaj je povsod tako lepo. V glavnem, gremo naprej. Tle so pa že avstrijske markacije. Koliko je dobro, ko se sprehajaš takole nad morjem megle. Pri nas je vseeno malo lepše vreme. Tole pogled nazaj, malo izpod vrha. Noro. Dobrodošli na Krsišču. Živa. Ja, tole je kepa. Črni vrh je, ni Krsišče. Ne vem, odkaj vem, kaj je tudi Krsišče. Slovenija. Tam dol imamo Mangart, pa Jalovec, Špik, Škrletica, Triglav, Lijavina. To je to. A veste, kako se temu reče? Zaslužena malca z razgledom. Dajmo še en selfie z vrha. Pičimo dol. Ja, še tole, evo, Mangart pa Jalovec sta že v oblakih. Tudi tamle okoli Triglava se že pojejo, pa tudi kepa počasi prihaja v oblake. Točno tako, kot je bilo napovedano. Tukaj bomo pa zapustili mejo, gre naprej. Jaz grem pa desno in nazaj proti izhodišču. Temu se pa lahko reče pot z razgledom, ne? Takole sem prišel, tole je vrh. Tamle čez sem bil prej. Zdaj bi lahko tlele dol šel, čez to planino. Pa po levo, ampak je tlele taka lepa potka, tako da bom šel
okoli tega hriba, pa se na drugi strani hriba priključil na to isto pot, tako da bom te še malo razgledal. Tukaj tudi so sami macesni okoli, par smrekno, ostalo pa macesni, tako da če bi bilo normalno leto, se pravi normalna jesen, tlele bi bil pravi raj zlatorumenih iglic. Pa sem spet pri potočku, sicer ni isti kot prej, ampak v Savo pa mislim, da skupaj pretečeta ta in prej. Kakšne jesenske barve, Vprašanje sicer, koliko se bo na kameri videlo. Tole je še meni lepo, ker nisem glih nek estet. Tole moram pa še posneti. Vsi hodijo v hribe gledat macesne, jaz pa v Bukovnah uživam. To je drugače lovska koča za Lepim vrhom. Malo pogleda nazaj. Zdaj počasi prihajamo do vasi. Približno 20 minut kasneje sem pa res v vasi. Škoda, kaj proti soncu. Ja, vem, da tale video ne bo toliko priljubljen kot kakšen jalovec ali pa razor in podobni markantni vrhovi, ampak moram reči, da tura mi je bila fenomenalna, res tok top, da ta prava, taka pohodniška, nič zahtevna, razgledi fantastični, narava nora, tako da res, da prav ne bi si mogel boljš ture zbrati za danes. Vse podrobnosti bojo dol v opisu. Drugače, prvič sem sprobal tudi zdajle res celo turo, da sem imel dolge hlače, lenjave, in moram reči, da sem prav
vmes razmišljal, kako se obnesel, kako se počutim in super. Moram še v malo drugih tudi vremenskih razmerah sprobati, ampak danes je bilo, ni mi bilo ne mraz, ne vroče, glih pravno. Tako da super, sem zadovoljen. Pa tudi prvo turo z gozdarji, zdaj spet na jesen sem naredil in tudi se kar v redu počutim. Sicer kot v pancerjih, ampak tako pač je. Ja, dajte kakšen like stisniti, pa vpišite se, pa vse te stvari, se veste. Pa imejte lep dan še naprej, pa se kmalu vidimo. Čau!